Zdravo poslušalke in poslušalci, bralke in bralci Večera. To je dnevno informativni podcast Večerja zjutraj. Veseli smo, da ste v naši družbi. Danes je sreda, 3. september 2025. Moje ime je Mitja Sagaj. Katere teme izpostavljamo tokrat? Malo začetek gradnje prve faze prve etape mariborske južne obvoznice. Potencialna dobavitelja tehnologije za JEK2 sta pripravila študij izvedljivosti, katera so po njihovi oceni največja tveganja v projektu. Magdalena Pec se je v Slovenki združila osebno prepričanje z družbenim trendom. Jesti kakovostno in zdravo, primerno tudi za alergike in bolnike s celiakijo. Naročite se na podcast, da boste obveščeni ob izdaji naslednje epizode. Vseskozi smo z vami na vecer.com. Po dolgih letih zapletov se bo v nekaj tednih začela gradnja prve faze prve etape južne mariborske obvoznice od krožišča na Lackovi cesti do novega centra Unifit na Streliški cesti. Gre za 400 metrov dolg odsek, del skupne 1,24 km dolge trase do Kardeljeve ceste. Izvajalec je podjetje GIC Gradnje s partnerji, vrednost del znaša 19,95 milijona evrov, od tega bo večino prispevala država. Gradbeno dovoljenje za preostali del prve etape še ni pridobljeno zaradi nerešenih služnosti. Obvoznica bo potekala ob Radvanskem potoku, kjer so predvideni predstavitve struge, podhodi in mostovi. Državni prostorski načrt določa tudi traso za drugo in tretjo etapo do avtocestnega križa pri Bohovi, s čimer bo obvoznica razbremenila mestno središče in izboljšala prometno pretočnost. Pozdravljam kolega Igorja Selana, ki piše o obvoznici in tudi komentira to sago, ki se vleče že desetletja. In kot kaže, še ne bo tako hitro končana. Igor, kdaj in kje se bo začela gradnja prve faze prve etape južne obvoznice v Mariboru? Bom prvo odgovoril na lažje vprašanje, torej kje se bo začela gradnja. Prva faza prve etape se bo začela graditi v zaključku zahodne obvoznice, torej v krožišču na Lackovi. Zgradil pa se bo prva le 400-metrski odsek do novega Unifit centra. Kdaj pa je že nekoliko težje vprašanje, predvsem zaradi vseh obljub, ki so bile dane do zdaj, a vsakokrat znova prelomljene. So pa iz Direkcije za infrastrukturo sporočili, da je na podlagi pogodbe predvideno, da se izvajalca v delo uvede v roku 10 dni, ta pa mora nato z delom pričeti 10 dni zatem. Po optimističnem scenariju bi se torej lahko dela pričela že konec tega meseca, bo pa več znano predvidoma v petek, ko naj bi direkcija v Mariboru sklicala novinarsko konferenco. Kakšna pa je zasnova in financiranje prve etape projekta? Kot si povedal uvodoma, naj bi gradnja predvidoma stala slabih 20 milijonov, a bo zanesljivo dražja. Pogodba o gradnji je bila namreč podpisana že pred 2 letoma, zato se bo gradnja zagotovo podražila, a se bodo podražitve ugotavljale šele ob realizaciji projekta. Glede na trenutno veljavno ceno pa naj bi večino, torej 17,5 milijona evrov, plačala država, preostanek 2,4 milijona pa mariborska občina. Kako pa bo obvoznica potekala v prihodnjih fazah in kakšen bo njen vpliv na promet v mestu? V prvi fazi prve etape, ki bo kot rečeno dolga le 400 metrov, bo, ko bo direkcija pridobila gradbeno dovoljenje, sledila še izgradnja druge faze od Unifita do podaljška Kardeljeve ceste, dolga 800 metrov. V nadaljevanju pa vse akterje čaka še veliko dela. Za 4,3 km druge in tretje faze je bil namreč prejšnji teden šele sprejet državni prostorski načrt. Zdaj bodo sledili odkupi zemljišč, kjer se, kot kažejo izkušnje iz prve etape, lahko še kako zaplete, potem pridobivanje gradbenega dovoljenja in seveda razpis za gradnjo. Cel kup zahtevnih postopkov torej je še pred nami, preden se bomo zapeljali po novi obvoznici, ki bo tudi tehnično zelo zahtevna. Ob cesti bo namreč treba zgraditi še 3 priključke, na njej pa 30 deviacij in premostitvenih objektov, 2 viadukta, 4 nadvoze, 2 podvoza in kar 15 mostov. Kar se pa vpliva na promet v mestu tiče, ta med gradnjo ne bi smel biti prevelik, se pa bo seveda nekoliko poznalo na Streliški in Lackovi cesti, ki znata v konicah sicer biti precej polni. Igor, za konec še tole. V komentarju pišeš tudi o tem, da Maribor nujno potrebuje celoten avtocestni obroč okrog mesta, torej tudi severno obvoznico, te pa ni še niti na vidiku. Veliko si pisal o predoru pod mestom, kak je zdaj status tega projekta? Status tega projekta je, da je brez statusa, če se malo pošalim. Država se ga otepa kot hudič križa, Ministrstvo za infrastrukturo se je, kot je to v navadi, kadar se želi zavlačevati, odločilo, da bo naročilo študijo, ki naj pokaže, ali je projekt sploh smiseln ali pa je boljša kakšna druga rešitev, a se do zdaj nobene ne omenja sploh, kot da Maribor obroča okoli mesta sploh ne bi potreboval.
Glede na izkušnje z južno obvoznico in siceršnjim odnosom države do drugega največjega mesta, pa lahko rešitev na severni strani mesta pričakujemo čez kakih 50 let. Hvala, Igor. Študiji izvedljivosti, ki sta ju za Gen energijo pripravila potencialna dobavitelja tehnologije za drugi blok jedrske elektrarne v Krškem, JEK2, torej ameriški Westinghouse in francoski EDF, potrjujeta, da je gradnja jedrske elektrarne na tej lokaciji tehnično izvedljiva. Westinghouse je zasnovo utemeljil na svojem reaktorju A5000 z močjo 1100 MW, EDF pa na večjem modelu z močjo 1650 MW, pri čemer oba predvidevata tudi dodatne varnostne rešitve glede poplav in potresov. Posebno pozornost sta namenila umestitvi tako imenovanega jedrskega otoka nad raven največjih možnih poplav, s čimer bi bila elektrarna pasivno zaščitena. Ocenila sta tudi možnost podaljšanja življenjske dobe elektrarne s 60 na 80 let ter predvidela skladiščenje izrabljenega goriva za celotno obdobje delovanja. V obeh študijah so opredeljena številna tveganja. Od infrastrukturnih prilagoditev in prestavitve obstoječega stikališča do zahtevnega postopka licenciranja in pridobivanja kadrov, saj Slovenija že pol stoletja ni umeščala tako kompleksnega objekta. Pri gradnji bo ključna tudi pravočasna izvedba pripravljalnih del, ki jih bo treba začeti še pred izdajo gradbenega dovoljenja, kar je v svetu običajna praksa. Časovnica predvideva začetek poskusnega obratovanja konec leta 2040, komercialni zagon pa leto kasneje. Stroški projekta so ocenjeni med 10,2 in 15,4 milijarde evrov, odvisno od izbranega modela reaktorja, pri čemer se ocene ujemajo s predhodnimi analizami Gen energije. Samo priprava obeh študij je stala 8,3 milijona evrov. Še več podrobnostmi postreže kolega Timotej Milanov v tiskani in spletni izdaji Večera. Vedno sem v hrani iskala smisel in globino. Nikdar nisem nanjo gledala kot na nekaj, kar na hitro poješ in greš dalje, pravi kuharska mojstrica Magdalena Pec, ki je v Mariboru stkala dve prepoznavni kulinarični zgodbi. Prvo, hišo kruha je začela že kot najstnica, ko je pri 19 na tržnici odprla pekarno, danes pa uspešno vodita njena starša. Sama se je pred 3 leti podala na samostojno pot in v središču mesta odprla lokal Slovenka, kjer ponuja brezglutensko, vegetarijansko in večinoma vegansko hrano iz sezonskih in lokalnih sestavin. Magdaleno, ki jo je v kuhinjo popeljala družinska tradicija in babičine jedi, žena je radovednost in želja po raziskovanju. V Slovenki je združila osebno prepričanje z družbenim trendom. Vedno več ljudi išče lažje, zdrave obroke in kakovostne alternative za alergike in bolnike s celiakijo. Zakaj ti ljudje ne bi jedli enako dobro kot vsi mi, se sprašuje. Njena vizija je širitev ponudbe. Poleg pekarne in bistroja bi rada odprla tudi brezglutensko restavracijo, ki bi ponujala mesne jedi in s tem odgovarjala na prehranske potrebe širšega kroga gostov. Ob tem opozarja na izzive, s katerimi se soočajo mladi podjetniki v Mariboru. Po njenem mestu primanjkuje raznolike kulinarične ponudbe, živahnosti v središču in predvsem podpore tistim, ki želijo začeti samostojno pot. Želim si, da bi bil Maribor prijazen mladim podjetnikom in da bi ti uspeli s svojimi idejami, dodaja. Kaj vse je še Magdalena Pec povedala novinarju Mihi Dajčmanu, lahko preberete v Večeru in na vecer.com. To je bil Večer zjutraj 3. septembra 2025. Z vami sem bil Mitja Sagaj. Kakovostno novinarstvo lahko podprete tako, da se naročite na tiskanje in spletne Večer, postanete naš studirec in bralec na družbenih omrežjih, naročnik naših podcastov in newsletterjev. Tako boste podprli novinarstvo, ki prinaša avtentične vsebine, ki jih pripravljajo naši novinarji in jih drugje ne boste našli. Želimo, da razumete, kako se vrti svet. Želimo vam odstreti vpogled v čas in prostor, v katerem živimo. Veseli bomo vaših komentarjev, pobud in kritik na različnih kanalih. Se beremo in slišimo.